kaj je notranji mir? Kako ga lahko dosežeš? Katere tehnike obstajajo? Mojca Ribič z vami, Lavitas, Vitas Energy. Vsi si želimo notranjega miru, tudi mogoče, če zanikamo, ampak notranji mir je stanje naše duše in seveda že podzavestno težimo k stiku svoje duše in da smo lahko v stiku s svojo dušo, moramo biti v notranjem miru. Notranji mir je tudi joy, je veselje. Ni to zdaj samo pa smo v miru in to, ampak tu noter mora biti tisti mir, ki nas polni, ki nas radosti, ki nas veseli, ki nas navdušuje. Je super, da se povezujemo z notranjim mirom vsak dan, da imaš svojo namero že zjutraj, da ohranjaš ta notranji mir čez celi dan. Zakaj? Če smo mi mirni, smo nekako v stiku s svojo dušo, s svojo intuicijo in ko pride kak izziv, ga lahko drugače vidimo, ga lahko drugače rešimo, brez nekih naporov, z lahkotnostjo, z joyem. Če pa enostavno pademo v tisto dramo, pa občutke krivde ali pa ne vem, da si ti v žrtvi in te stvari, potem ne moramo videti niti nekih rešitev za določene izzive. Tudi ko smo v takih energijah, seveda tudi nismo v notranjem miru, ker so to kontradiktorne energije med seboj. Zato vam nekako polagam na srce, dajte hoditi v notranji mir, res vsakodnevno. Čekirajte se vsak trenutek, a ste v miru, a ste v stresu, a ste v nejevolji, v katerem feelingu ste, enostavno negujte ta notranji mir v svoji duši oziroma v svojem telesu. Ker duša vam prinaša notranji mir. Zato vam svetujem, da dnevno delate tudi tehnike za notranji mir, če pač padate ven iz te energije, čisto po domač bom povedala. Tako da lahko si sam položiš roko na srčno čakro in samo dihaš in predihaš vse nemire, vse strahove, nejevoljo, karkoli že tisti trenutek čutiš. Pojdi v svoje srce in spuščaj in prikliči si zopet ta svoj notranji mir in ga začuti in ga pošiljaj v celice, pošiljaj ga v res celotno telo in ga začuti ta svoj mir, ta svoj res poživljajoči notranji mir. Tako da toplo priporočam, da delate to vsak dan. Različne tehnike so, ker smo različni. Eni boste s to tehniko rešili, drugi rabite več dinamike. Pojdite v naravo, recimo na sprehod, začutite naravo in na ta način boste lahko tudi začutili ta svoj notranji mir skozi naravo. Narava vam bo pomagala. Če tudi to ne gre, dajte si eno musko gor, tako lepo meditativno, pa na ta način poskusite priti do tega svojega notranjega miru. Povezujte se z dušo, povezujte se samim seboj, povezujte se s svojimi srčnimi željami, z radostjo, z veseljem, kaj vas radosti, kaj vas
res polni, s tem se povezujte, to tudi počnite, če vas polni, da kuhate, pejte kuhati in s tem boste prišli do tistega notranjega miru. Ene rabite, ne vem, hoditi, ene rabite kolesariti, ene rabite risati, ene peti, ene plesati, karkoli že vas radosti, dajte delati te stvari, ker to vas bo tudi vrglo v en tist notranji mir, v svoje zadovoljstvo in seveda vam bo dalo veliko energije. Delajte te stvari dnevno jih vključujte v svoj urnik, da boste čim več v svojem notranjem miru, v svoji energiji, v veselju, v radosti in tako boste tudi lažje ustvarjali. Lažje boste tegnili to želeno, ki v bistvu težite proti vsem tem, da ste veseli, da imate to, kar si želite, da prihaja k vam lepa energija, lahkotna. To boste dosegli samo z notranjim mirom v sebi. Majčkeno razmišljanja o tem, majčkeno pejte čez, kje vas meče ven iz notranjega mira, pa seveda poskusite iti nazaj, nazaj noter, predihajte in se spuščajte v svojo notranjost, v srčno čakro in seveda v svoj notranji mir. Če želite, da to naredimo skupaj, lahko pridete na kakšno meditacijo, zvočno gong kopel, tudi na vadbi predihavamo stres in v bistvu botrimo naše telo, tako da karkoli vas bo poklicalo, evo, srčno dobrodošli. Na linku spodaj zgoraj si lahko majčkeno več pogledate in kaj najdete tudi za sebe. Ostajajte v notranjem miru, dnevno delajte na tem in se oglasim še kaj. Vidite, živijo.